Spomnim se obdobja enega meseca, ko je prišlo do zamenjave vodstva v agenciji in se je pomanjkanje fotografije precej izpostavilo, zato je bil pritisk na vzpostavitev servisa vedno večji in glavno vprašanje je, a bo šlo do tega datuma. Ja, pač šlo je. Začeli smo iz nič. Brez opreme, brez softverja, redakcijskega softverja, brez tega sistemskega, pa tudi z malo slabe volje naokrog, ker ljudje niso razumeli pomena tega servisa. Nekaj časa so rabili, da so doumeli, da je to pomemben, kako bi rekel, dodatek gradnji celotnega servisa. Ker je pomembno poudariti je to, da smo o fotografskem servisu začeli razmišljati z digitalizacijo, obenem v fazi digitalizacije fotografije. Predtem bi bila njegova uvedba bistveno dražja in težja. Jaz sumim, da smo celo zadnja tiskovna agencija v Evropi ali pa v Evropski uniji skoraj sigurno, ki je še posebej nacionalna tiskovna agencija, ki je uvedla fotoservis. Agencije, ki so nastajale na področju nekdanje Jugoslavije, so veliko investirale in najprej v fotografijo, zato ker so poznale moč in sporočilnost tega. Tam, kjer ni nič, je izziv vse. Tehnika Aleš in Robi sta naredila ogromno delo z vzpostavitvijo softverskega dela. Tako da pomembno je to, da je ta softver nastajal v bajti, da so se spremembe in posodobitve lahko dogajale na kratek rok. Druga, najtežja stvar je to, da smo bili zadnji prišleki na trgu. Vsaka redakcija je imela svojo fotografsko ekipo, je imela problem fotografije že nekako rešen. To se je potem izkazalo kot velika težava, tako bi rekel, v glavah ljudi, da sprejmejo na nek način domačo agencijsko fotografijo za svojo. Mi smo kot vodilno idejo v vzpostavitvi fotoservisa smo postavili kakovost servisa, kakovost fotografije. Z vsemi, ki smo se v tisti fazi razvoja oziroma nastanka pogovarjali, so zelo poudarjali, z vsemi potencialnimi strankami, ki smo se takrat pogovarjali, so zelo poudarjali kakovost, širino, raznolikost posnetega. Če želiš nekje na eni strani kakovost, se moraš vprašati, kako jo dosežeš. Dosežeš jo samo s primernimi sodelavci. Pri samih sodelavcih je zelo pomembna samorefleksija, če tako strnemo eno besedo. To, da znaš v bistvu sam sebe animirati v taki meri, da si ne dovoliš zaspati, si ne dovoliš ne biti kreativen. Razmere na trgu so kompleksne. Problem je, da na eni strani imaš vedno večje želje in potrebe po fotografijah, nasploh raznolikih. Želje so po pokrivanju čim večjega števila dogodkov. Na drugi strani imaš pa medije, ki so, tudi če so na spletu, prostorsko omejeni. Tretji problem je pa padec vrednosti, komercialne vrednosti fotografije kot take, ki se je zgodil z digitalizacijo in na nek način tudi s popularizacijo fotografije. Jaz mislim, da ni problem pri fotografih, ampak največji problem je pri medijih in temu, kako določajo vsebine za objavo. Fotografi, govorim za slovensko sceno in za domačo produkcijo. Fotografi zmoremo pokriti vse zgodbe, ki se dogajajo. Mediji pa nimajo bodisi prostora, bodisi interesa te zgodbe
vse te zgodbe objavljati. V tistem delu prihodnosti, ki jo lahko z neko gotovostjo napovem, se vidimo tle, kjer smo zdaj in približno v takem obsegu, kot smo. Organska rast ekipe uredništva mislim, da ni pomembna. Ne? Pomembnejše bi bilo malo diversificirati proizvodno. Ampak seveda v sodelovanju in v skladu s prodajo, z marketingom. Namen fotografije je njena objava. Če fotografija ni objavljena, je izgubila svoje osnovno poslanstvo. Seveda fotografija v tem našem kontekstu kot del zgodbe.